Kdo smo? Kontraband na Goriškem. Nič ne nastane samo po sebi, tudi kontraband ne, marveč zaradi prepleta okoliščin, trenutnih in zgodovinskih, na katere mali človek, kontrabantar za lastne potrebe ni in ne more vplivati. Najpomembnejši vzrok in povod za kontraband je meja. Kakor se je ta spreminjala, se je spreminjal tudi kontraband. Takoj povejmo, da kontraband ni tihotapstvo, pa čeprav ga v slovarju poslovenijo prav s to besedo. Trditev bomo seveda pojasnili. Kontraband je v zavesti nas, Slovencev, nekaj pozitivnega in slavnega kontrabandarja Martina Krpana, ki je resnici na ljubo to počel kot svojo gospodarsko dejavnost, štejemo skoraj za zavetnika, patrona vseh nas kontrabandarjev in bržkone bi ga mnogi radi razglasili kar za svetnika. Literarni junak gor ali dol, Martin Krpan je bil del vseh nas do vstopa v Evropsko unijo in padca meja med evropskimi narodi in državami. Po drugi strani je tihotapljenje kriminalno dejanje, ki ga obsojamo vsi, tudi kontrabandarji. Mimogrede, kdor se ni skusil v kontrabandu, ni zares živel. Slovenci imamo kontraband v krvi, v genih ali memih ali kakorkoli že. Vsekakor je del naše identitete in kot pojav del narodove nesnovne dediščine, če zanemarimo materialno vsebino kontrabanda. Tega si seveda ne upa glasno povedati noben politik, ker bi ga hinavsko napadli vsi drugače pobarvani, pa čeprav so ali so bili tudi sami potihem kontrabandarji. Zakaj je tako? Preprosto, ker Slovenci v 1400 in več let dolgi zgodovini nismo nikoli zares imeli svojega nacionalnega vodstva in državne tvorbe. Vedno so nam vladali tujci in od njih nikoli nismo imeli kaj prida koristi. Zakaj bi torej dajali tujcem, plačevali mitnine, mostnine in carine, če še sami nimamo dovolj? Kontraband je v svetovnem merilu zelo, zelo staro početje. Kdaj se je začel in kje, nihče ne ve. Zagotovo pa lahko pri polni zavesti trdimo, da se je začel tedaj, ko so se pojavile meje. Kontraband je vso zgodovino čezmejno delovanje, včasih tudi čezmejno sodelovanje, čeprav ta izraz danes uporabljamo v drugačne namene. V naših krajih je kontraband cvetel že v antiki, v času Rimljanov, ko naših slovenskih prednikov še ni bilo v teh krajih. To potrjujejo mnogi viri. Zakrivili so ga Rimljani sami, ker so pač vzpostavljali meje, pri katerih ni bilo prostega pretoka ljudi in blaga. Tedaj je bil Ptuj, rimski Petovijo, sedež carinskega urada za ta del rimskega imperija, za ilirsko območje, Panonijo in Norik. V pomoč jim je bila carinsko-mitninska straža, imenovana kustodije. Po razpadu rimskega imperija so v srednjem veku meje vznikale bolj pogosto, ob vseh stičiščih med raznimi grofovskimi gospostvi, na katerih so morali trgovci, ki so tovorili blago prek naših krajev, plačevati mitnine in colnine. Znane so bile meje med srednjeveškimi ozemlji Auerspergov, Španheimov, celjskih knezov in Habsburžanov. Za to obdobje je morda najbolj značilen carinsko-mitninski spor med Benečani in Habsburžani. Z nastopom novega veka se postopno začne utrjevati centralna državna oblast, ki se sicer dodobra utrdi šele v času cesarice Marije Terezije.
Zdaj ločijo mitnine, ki jih pobirajo ob vstopu v posamezna mesta, in carine, ki jih pobirajo na deželnih in državnih mejah. Moderni carinski sistem je začelo Habsburško cesarstvo uvajati z Jožefom II. Konec 18. in v 19. stoletju, ko je uspešno nadzorovalo tudi plovno pot po Jadranu. Sredi tega stoletja ukinejo notranje deželne meje in carine ter uvedejo uniformirane carinike in oborožene nadzornike carinske službe na državnih mejah. Zanimivo je, da je bilo v času Avstro-Ogrske na naših tleh več kot polovica carinikov in finančnih stražnikov Slovencev, v Kraljevini Jugoslaviji pa komaj tretjina. Stara kraljevina Jugoslavija je uredila carinsko službo in finančne straže po srbskih načelih. Pri uniformah pa so se nekoliko zgledovali po Britancih. V času med obema vojnama je bil droben kontraband najbolj razvit ob Rapalski meji, ki je Slovence na Primorskem ločila od matične Slovenije. Tedaj so prek meje iz Italije v Jugoslavijo prenašali testenine, riž, paradižnike, svilo in ženske nogavice. Nasprotno pa so v Italijo nosili tobak in cigarete, žganje, moko, meso in kavo. Po vstopu Italije v Abesinsko vojno in uvedbi mednarodne blokade Italije pa se je razmahnil zelo donosen kontraband s konji iz Jugoslavije. To je bil že pravi gospodarski tihotapski posel, ki so ga oblasti potihem dopuščale. Nas pa bolj zanima obdobje tik po drugi svetovni vojni, ko je bila najprej vzpostavljena Morganova linija, mejna črta, ki je ločevala vasi in kraje od Bovca do Gorice ter Trsta in Kopra na cono A pod anglo-ameriško vojaško upravo in cono B, ki je bila pod jugoslovansko vojaško upravo. Tedaj se je razvil močan kontraband kot droben posel, ki je bil skoraj izrazito enosmeren, iz cone A v cono B. Zaslužek ni bil velik, pa vendar so si z njim ljudje pomagali preganjati revščino. V coni A so namreč Slovenci živeli kot Amerikanci, kot so ljudje rekli, saj je bilo vsega dovolj in lahko dosegljivo. V coni B pa sta vladala pomanjkanje in revščina. To je veljalo za vse območje od Bovca do Kopra. Kontrabandali so drobne reči, največ čokolado, tudi sladkor, bombone, žvečilni gumi, pivo in druge pijače. Tega namreč v Jugoslaviji tedaj ni bilo. A vsega lepega je enkrat konec, pravi pregovor. To se je zgodilo po priključitvi Primorske k matični domovini leta 1947, kot smo rekli. Anglo-Američani so odšli. Tedaj se je kontraband vsebinsko spremenil in preselil na novo mejo, le nekaj kilometrov bolj zahodno. Ne takoj, saj je bila meja sprva nekaj let skoraj hermetično zaprta. Avtor tega zapisa se spominja meje v Šempetru pri Gorici. Sprva Nove Gorice še ni bilo, zato je glavnina dogajanja potekala pri Šempetru, Vrtojbi, Mirnu in Solkanu. Vsi ti kraji so bili prej znotraj cone A, a so po priključitvi prišli pod Jugoslavijo. No, ne povsem. Del Šempetra je ostal pod Italijo, in sicer območje pri Škarabotih, hiše, ki so bile na drugi strani polja, in ob nekdanji goriški umobolnici. V Mirnu je meja celo razdelila pokopališče med dve državi. Na Rafutu, blizu severne goriške železniške postaje, danes postaje v Novi Gorici, pa je meja potekala po sredini spalnice v hiši pred železniškim predorom. Nesmisel administrativno določenih meja, mar ne? Šempeter je bil zgodovinsko gledano vedno jugovzhodno predmestje Gorice
In do placa sredi Šempetra je vozil tramvaj na dobri 2 kilometra dolgi ravni progi, ki se je odcepila od Korsa v središču Gorice in peljala po cesti, tedaj imenovani Via San Pietro, do šempetrske cerkve na placu. Po priključitvi je meja prečno ločila glavnino Šempetra od Gorice, in sicer tik za goriško bolnišnico in umobolnico, ki sta ostali v Italiji. Meja je potekala po kmečki poljski poti, nekako v smeri sever-jug, in sicer tako, da je južni del poti pri Škarabotih pripadal Italiji, severni pa Jugoslaviji. Ta del se imenuje v Mlinu. No, na križišču glavne ceste in poljske poti so postavili lokalna mejna bloka, jugoslovanskega in italijanskega. Tedaj nihče ni rekel mejni prehod, marveč blok, kajti njegova temeljna naloga je bila bolj preprečevati, blokirati, kot dopuščati prehod. Naša prva zgodba s kontrabandom za svoje potrebe se prične prav tu. Na podlagi londonskega memoranduma med Italijo in Jugoslavijo iz leta 1954 je bil leto pozneje, leta 1955, sklenjen Videmski sporazum, ki je omogočil stike med obmejnimi prebivalci in gospodarstvi na obeh stranih meje. Določil je mejne prehode na celotnem mejnem območju ter sprostil kopenski in pomorski promet. Obmejnim prebivalcem so na obeh stranih meje začeli postopno izdajati prepustnice, dokument, ki je omogočal maloobmejni promet v obeh smereh in stike med sorodniki in znanci, ki so bili polnih 10 let onemogočeni. Na Goriškem pravijo, da je s tem sporazumom padla železna zavesa med Italijo in Jugoslavijo. Posebne ugodnosti so imeli kmetje dvolastniki, kakor na primer avtorjev Nono, ki jim je meja odrezala polje, da je ostalo pod Italijo. Domačija je bila v Mlinu v Šempetru na jugoslovanski strani, njive pa na italijanski. Dvolastniki niso imeli omejitev pri prehodu meje na svoje njive. Sprva so vsem drugim prepustnice dovoljevale prehod meje le 4-krat na leto, kmalu potem 1-krat na mesec, potem 4-krat na mesec in naposled, da nihče ni več nič vprašal. To se je zgodilo v nekaj letih in leta 1960 so ljudje na obeh stranih meje že živahno trgovali. Dogodek, recimo mu Pero in Perin, se je primeril malo pred letom 1960. Poglavitna akterja sta bila Nono Perin in carinik Pero, imenovan Perica. Krivec pa bržkone tata Ignac, ki se je s teto Pepino v Gorici, furlanko in nekdanjo šiviljsko delodajalko, pri kateri so pred vojno šivale mnoge Šempetrčanke, domenil za nekaj oblek za nas otroke. Seveda ponošenih, ki so jih Pepinini otroci prerasli. Za nove ni imel lir. Obleke so zavili v močne najlonske folije in jih prepeljali do njive, kjer so jih skrili v kup gnoja, ki ga je potem Nono Perin peljal na domačijo v Šempeter. Velika zagonetka je, zakaj je gnoj vozil z italijanske strani na našo, ker bi bila nasprotna pot bolj logična. Preračunali so tako, da je Nono Perin pripeljal gnoj z volovsko vprego na šempetrski blok tik pred 7 uro zvečer, ko so blok zapirali. Mračilo se je že. Pri italijanski kontroli ni bilo nobenih težav in je financer pomahal, kar pojdi, saj se ni hotel ukvarjati s smradom, ki ga je prevažal Perin. Na našem bloku pa je dežural carinik Pero, velik in zajeten Srb, ki je imel lepo temnolaso hčerko Radico, v katero smo bili vsi sošolci zagledani. Vsi so se poznali. Perin in Pero sta se celo tikala. A služba carinika je odgovorna stvar in Pero je zavohal nekaj sumljivega. Je Perin ustavil vola. Živjo, Perica. A se je Pero držal resno in sumničavo nekaj zagodrnjav pozdrav. Kaj pelješ? Je strogo vprašal. Saj vidiš gnoj,
je odvrnil nono Perin in si mislil: Mona, kaj sprašuješ? A Pero se ni dal, morda je v sebi premleval razloge in vzroke, zakaj se je pošten kmet Perin pripeljal tik pred nočjo na Blok in vozil gnoj domov. Vzel je dolg kovinski drog in začel z njim sistematično s strastjo prebadati gnoj na vozu od enega konca do drugega, prepričan, da bo odkril lumpa. In kmalu je naletel na nekaj, kar je drog ustavilo. Perin, ti nekaj švercaš, ga je strogo obtožil. Nono Perin se je izmikal in igral nedolžneža. Ma ne, Perica, najbrž si na kamen naletel. Pero se ni pustil prepričati in je vztrajal. Perin, skidaj gnoj, je strogo ukazal in pokazal, naj ga strese na cesto pred Blokom. Gor na ganku mejnega bloka, prav takem, ki jih poznamo iz kavbojskih filmov, je škilil miličnik Kazimir, ki je vse videl in vedel, in si v znak avtoritete popravil opasač s črno pištolo. Pa se je Perin znašel. Ma, Pero, Mona, če ti skidam gnoj tu, boste ti in cel Blok še 2 tedna smrdeli. Zakaj bi 2krat kidali? Pojdi z mano, saj veš, kje smo, tam čez. Ma, boš tam prekontroliral. Je nono Perin uporabil nekoliko privzdignjeno besedo, ki je označevala Peričin pomen uradne osebe. Perica je snel carinsko šapko, se popraskal po črnih laseh in presodil, da Perin dobro razmišlja. Vrh vsega je ura na šempetrskem zvoniku odbila 7 in se je njegova služba nehala. No, prav, važi, velja, pelji, je ukazal. Nono Perin je obrnil vola. Hovt in les, In s spokojnim korakom, ki ga je določal vol, so skoraj kakor za pogrebom odšli za vozom do 150 ali 200 metrov oddaljene kmetije nonota Perina. Ko so zapeljali voz na Borjač in zaprli vrata prtona, sta tata Ignac in stric Perin, torej sin nonota Perina, kajti v navadi je bilo, da je najstarejši sin dobil očetovo ime, skočila na voz in z vilami začela metati gnoj z voza tik pred Perico. Ta se je razkoračil in oblastniško motril kupček gnoja, ki je rasel pred njegovimi nogami. Nono Perin pa se je odkašljal in stopil v hišo. A se je brž vrnil z litrsko steklenico šnopsa. Domačega, ki ga je sam skuhal v starem bakrenem kotlu v previsu pod streho pred hlevom. Prav v tistem, ki ga je pred vojno skrival pred italijanskimi financarji. Ti so stikali po domačijah, iskali grapo, uničevali kotle in pili šnops, pa še oglobili gospodarja. Na, Perica, je Perin z zobmi odstranil čep steklenice, obrnil steklen bičerin in natočil opojno tekočino. Ne, veš, da ne smem, se je bolj zaradi lepšega branil Pero. A Perin se ni dal. Drži, mu je potisnil bičerin v roko, da ne boš zmrznil, je rekel, tako zaradi lepšega, saj mraza ni bilo. Segel v žep in pričaral še sebi enega in ga napolnil. Na zdravje! Perica je nekaj zagodel po srbsko v odzdrav in z veščo naglo kretnjo nagnil glavo v znak, da je vsebina bičerina poskočila v grlo. Se je oddahnil Perica in si obrisal usta z roko, ne da bi izpustil bičerin. Jako močna rakija. Ja, moja, se je pohvalil nono Perin in storil natanko enako kot Perica, se oddušal in si obrisal usta. Sadjevc, ma je zrasel tam? Je nakazal roko proti sadovnjaku, ki je bil v smeri proti Bloku. In z veščo kretnjo nakazal Perici, naj podstavi bičerin. Daj! Ta se zdaj ni dal prositi, saj ga je pekoča tekočina prepričala, da je vase stresel samo zdravje.
Perin in Perica sta ritual med moškim modrovanjem še večkrat ponovila. Pero, vajen milejše srbske rakije, kmalu ni bil več tako oblastniško mogočen, pa tudi Perin ni bil tako natančen in ni več do potankosti ponavljal gibov pivskega rituala, kakor jih je prej narekoval Perica. Kdo bi štel, kolikokrat sta nagnila, a dovolj, da jima vertikala ni bila samo po sebi umevna in so bili njuni nihaji okrog navpičnice vse bolj izraziti. Tata Ignac in stric Perin pa sta pridno večala kupček gnoja pred Perico in Perinom. Mrak se je medtem poglobil, da so se obrazi skrili za obrisi. V nekem trenutku je tata Ignac naletel na zavoj skrit pod gnojem. Namesto da bi ga stresel pred Perico, ga je vrgel na nasprotno stran voza. In v mraku se je skrila okrogla postava none Juti, vzela zavoj in ga odnesla v hišo. Avtor zapisa, tedaj šolar, je rojevanje večera in moško početje opazoval nekaj korakov stran ob tetinih geranijah, ki so smrdele še bolj kot gnoj. Kdaj in predvsem kako sta se Pero in Perin poslovila, si zgodovina ni zapomnila. Sklepati pa je mogoče, da je Perica, ko so zaprli prton za njim, plesal osmice okrog navidezne poti proti domu. Naslednje jutro je bila njegova hčerka Radica razigrana šolarka, kakor vedno. Leto ali dve pozneje so se že dodobra obnovile nekdanje vezi na obeh stranih meje, ne samo sorodstvene. Tudi prehod meje s prepustnicami ni bil več tako strog in si lahko šel čez tudi večkrat, kot je bilo dovoljeno. Če si imel srečo, seveda. Ljudje so bili najbolj jezni, če je bila na bloku una vrtejbenka, kot so rekli carinarki, domačinki iz sosednje vasi, ki je bila po splošnem prepričanju še najbolj pasja in je dosledno trgala kupončke iz prepustnice. V tem času se je razmahnila legalna maloobmejna trgovina. Na naši strani so nastajali prvi samopostrežni marketi, kamor so Goričani z italijanske strani hodili po hrano, ki je bila tu cenejša, zlasti po meso, in po bencin. Ta je tekel v potokih, da smo tudi domačini včasih kar dolgo čakali v vrsti zanj. Pa vendar je še bil prostor tudi za pollegalen kontraband kot drobcen posel. Moja teta Ivanka je za neko Furlanko, ženo visokega bančnega uradnika, ki je stanovala v Via Cappuccini, skrbela za meso. Pogovarjali sta se po furlansko, kar je teta dobro obvladala, italijanščina pa ji ni stekla. Navadni meščani Gorice so se morali sami potruditi do marketa v Šempetru ali do mesarja. Premožnejši pa so si privoščili čezmejno dostavo na dom. Meso je bilo na naši strani precej cenejše. Toda premožna Furlanka bi si lahko privoščila tudi dražje italijansko, lepo zapakirano z blagovno znamko Simil Talmente, ki naj bi bila pojem italijanske govedine, kot so razglašali po italijanski televiziji. A premožnejši in bolj razgledani so vedeli, da je njihovo meso intenzivno pridelano v velikih hlevih po Furlaniji, pitano silažo in močnimi krmili in polno zdravil. Naše slovensko meso pa je bilo od krav, ki so se pasle in gnojile pašnike po primorskih bregovih. Tedaj se našim kmetom še ni sanjalo o silaži in hlevskih privezih. Takšen individualen vnos mesa v Gorico so nadzorovali italijanski financarji. Nihče ni nič rekel, če si nesel kos za juho in morda še kakšnega za nedeljske zrezke. Če si imel več, so te obrnili nazaj v Jugoslavijo. In podobno, če si nesel liter žganja, so te pustili. Če si imel 2, so ti enega vzeli. Pa smo 2 skrili, 2 pokazali in čez prinesli 3, ker so enega vzeli. Kmalu je teta Ivanka pogruntala, da njen nečak, dijak in avtor tega zapisa pogosto kolesari v Gorico, kjer so mu izdelovali barvne fotografije. In ga je zapletla v posel.
Ulica Via Cappuccini je bila spotoma na poti do fototrgovine na Korsu, zato posel ni zahteval velikih naporov. Prinašal pa je lep dobiček. Za vsak obisk Furlanke mu je kapnilo v žep dovolj lir za nov barvni film. In zaslužila je tudi teta. Furlanka je na listek napisala naročilo, teta je pa tudi venomer nekaj pripisala. Kdo bi razumel, ker je bilo v furlanščini. Pa se je vmešal pohlep in kmalu je bilo treba Furlanki odnesti več mesa, kot je bilo dovoljeno. In še zaslužek je bil boljši in vsi smo bili zadovoljni. Velikokrat je šlo, a nekoč je bil na bloku majhen italijanski financar iz nizke Italije, kot so naši radi rekli Siciljancem, in se je zapičil v količino mesa. Obrnil je mladega kontrabanterja in njegovo kolo usmeril nazaj v Jugoslavijo. Blamaža pa taka. A rešitev venomer je, če jo le najdeš. Na srečo je bil le 0,5 kilometra stran mednarodni mejni prehod Rožna dolina, pri katerega smo lahko hodili tudi s prepustnicami. Tam je carinik samo pomahal z roko, pojdi, in vsi smo bili zadovoljni. Povsem legalna pa je bila prodaja kmetijskih pridelkov naših šempetrskih, vrtojbenskih in mirenskih kmetov na goriški pokriti tržnici. Še najlažje je šlo s pridelki, ki so zrasli na oni strani, kot smo rekli, v Italiji. Preprosto so jih odpeljali na tržnico in zaslužili. Ponavadi naši kmetje niso prodajali sami, marveč so imeli svoje revendikule, preprodajalke. Zaslužek je bil več kot dober in že leta 1961 je bila Vrtojba statistično najbolj motoriziran kraj v tedanji Jugoslaviji, saj so ljudje kupovali in seveda uvozili prve traktorje, pokupili Fiate in veliko vešp in motornih koles. Postopno so si obnovili hiše. Maloobmejno sodelovanje je torej prineslo velik tehnični napredek na našo stran, ki je izrazito odstopal od razvitosti drugih krajev po Sloveniji, da o Jugoslaviji sploh ne izgubljamo besed. Maloobmejni sporazum je tudi omogočal, da so ljudje na goriški tržnici prodajali pridelke, ki so zrasli na naših tleh. Tako so šempetrski kmetje z borelami vozili solato, špinačo, rehut in še druge vrtnine v Gorico. Premožnejši so imeli že motoriziran prevoz vrtnin. Med njimi je bil najbolj slaven Nuči s kmetije pod Svetim Mrkom, ki je imel Fiatov dostavnik 1100, kot so rekli, in je bil pravi predmet poželenja. Tata Ignac svojih sanj, da bi ga imel, ni nikdar uresničil. Teta Ivanka in mnogi drugi pa so se morali vključiti v procesijo borel, ki so v zgodnjem jutru, ko so ob 7 odprli blok, romale na tržnico po nekdanji Via San Pietro do centra Gorice. Kmetje so računali in vedeli, da voda odtehta kar veliko lir, če je skrita med špinačo. Teta Ivanka, in enako so počeli tudi drugi, je pobrala špinačo že popoldne, jo vso noč namakala v koritu pod domačo špino na borjaču in zjutraj mokro z borelo rinila v Gorico. Vsem vidna drobna lumparija. Za borelami se je namreč vlekla mokra sled na asfaltu. Nekako iz tega časa je znana tudi štorija s kontrabandom koles, pravzaprav že švercanjem, pred leti opisana v eni izmed nadaljevank na naši televiziji. Če zanemarimo literarno in filmsko svobodo, je v Šempetru resnično obstajal starejši možakar, Doro ali tako nekako, upokojeni pinter po poklicu, ki je bil nenehno v Rožicah in je zato uporabljal kolo bolj kot oporo pri hoji kot za vožnjo z njim. In tako je vijugal prek šempetrskega bloka v Gorico do Čuka na začetku Reštela, ki je imel veliko prodajalno in popravljalnico koles. In svoje staro zamenjal za novo kolo.
Potem se ga je dodatno nabrkljal v oštariji čez cesto, pletenko vtaknil v košaro na biciklu in prikolovratil na blok. Vsi so ga poznali in italijanski obmejniki so se mu smejali, saj je na bloku nenehno ponavljal bon vin, čež da je pil dobro vino. Bon vin se je večkrat obnesel tudi na našem bloku in Doro je tako venomer pritovoril novo kolo v Jugoslavijo. Pa se je primerilo, da je o njem razmislil miličnik Kazimir, prav tisti, ki je vse vedel in videl, in ga je razkrinkal. Pa so ljudje pikro pripomnili: še dobro, saj bi kmalu zmanjkalo starih koles na naši strani. Čezmejno kmečko sodelovanje je botrovalo tudi drugačnim rezultatom. Vsaj tako so nekoliko hudomušno govorili ljudje. Krive pa so bile visoke vrzote, ki so rasle na njivi za Gramozno jamo, Džavo, približno tam, kjer je bil pozneje mejni prehod Vrtojba na italijanski strani. Gojile so jih 3 sestre z naše strani in zlasti najmlajša si je rada našla obilico dela med bujnimi vrzotami. Če je vse res, je iztržila veliko. Čez 9 mesecev je povila lepo modrooko in svetlolaso hčerko. Kdo naj bi bil oče, ljudje niso vedeli. Zato so ugibali: Italijan ni, ker je svetlolasa, naš pa tudi ne, ker so ji ime zapisali s C in ne s K, kot beremo in izgovarjamo po slovensko. Omenimo še primere, ko je kontraband za osebne potrebe prehajal v pravi šverckomerc, v pridobitno dejavnost, ki je mejila ali tudi že bila pravo tihotapstvo z velikimi zaslužki. Predmet poželenja na jugoslovanski strani je bila prava črna kava. Ne v maloobmejnem pasu, kjer je vsak lastnik prepustnice lahko prinesel dovolj kave za svoje družinske potrebe in je sploh ni bilo potrebno skrivati. S pol kilograma ali kilogramom kave se ni dalo obogateti, si pa lahko z njo odprl marsikatera vrata zdravnikov, uradnikov in še koga. V črno trgovino s črno kavo so se spustili mnogi, tudi iz maloobmejnega območja. A verjetno je bilo več Slovencev iz notranjosti, ki so to počeli. Po Jugoslaviji so bili mnogi pripravljeni veliko plačati za črno opojnost. Naravnost nerazumljivo je, da v Jugoslaviji kave tedaj ni bilo, če vemo, da so med obema vojnama v času Rapalske meje prav kavo poleg žganja tihotapili kot najbolj zaželeno blago v Italijo. Kava je v preprodaji v južnih predelih nekdanje skupne države dosegla astronomske cene. Mnogi so tvegali marsikaj, saj so bili zaslužki veliki. Pravi švercerji so predelovali avtomobile in si izmišljevali venomer nove zvijače, da so lahko naenkrat prepeljali čez mejo večje količine. Skoraj neverjetno je, da je bilo mogoče že s kakimi 100 kilogrami preprodane kave kupiti sarajevskega golfa, ki je bil dražji od zastavine stoenke. Omenili smo že, da so prepustnice omogočale izboljšati življenje na tej strani meje. Sredi 60-ih je ljudi zajela pravcata evforija in kar tekmovali so, kdo bo čim bolj in čim lepše prenovil svojo domačijo. Za simbol prenove lahko štejemo keramične ploščice. Na kuponček v prepustnici si lahko prinesel na našo stran po 1 škatlo ploščic. Te so ljudje smeli uporabiti le na maloobmejnem območju, torej tam, kjer so veljale prepustnice. Seveda 1 škatla ploščic nikoli ni bila dovolj, pa se v nekateri tvegali in v avtomobilu poskrili dodatne količine. Vsem, ki so jih našli, so neprijavljene ploščice zasegli in jih oglobili. Večina je bila poštenih in so nabrali toliko prepustnic vseh članov družine in sosedov, da je bilo dovolj. Ponavadi je carinik potrgal kupončke in si lahko odpeljal ploščice novemu zidu naproti. Če si bil vljuden in prijazen, se je lahko primerilo, da je carinik samo pomahal z roko in si kupončke prišparal. Če pa je bila na meji una z Vrtejbe, se je zapletlo.
Zahtevala je, da so bili ob ploščicah prav vsi lastniki prepustnic, ki naj bi jim potrgala kupončke. Večina se je obrnila nazaj v Italijo in se vrnila prek drugega prehoda, v Mirnu, Rožni dolini ali Solkanu, kjer pač ni bilo sitnega carinika. Manija ploščic se je kmalu razširila na druge kraje Slovenije, zlasti na Gorenjsko, ker sta pač obe pokrajini po spletu okoliščin postali velikokrat tudi sorodstveno povezani. Po zgraditvi soške proge leta 1906 so mnogi iz Goriške odhajali na Kranjsko, na Jesenice, v Radovljico in Kranj, kjer so našli zaposlitev. Po drugi svetovni vojni pa se je migracijski proces obrnil. Z razvojem Iskre v Šempetru se je k nam preselilo kar nekaj delavcev in mojstrov iz matične tovarne v Kranju, ki so tu dobili stalno bivališče. Mnogi Kranjci so zapadli v skušnjavo in obiskali svoje sorodnike na Goriškem. Odtujitev ploščic izven malo obmejnega pasu je bilo strogo prepovedano dejanje, oblasti so to obravnavale kot kriminal in kršitelje strogo kaznovale. Zato je tak transfer ploščic potekal v strogi konspiraciji, kot so tedaj rekli takemu početju. Pri nas je bil podoben primer, le obrnjen. Po zgraditvi soške proge sta dve sestri nonota Luviža z vlakom odšli s trbuhom za kruhom na Gorenjsko in kmalu našli dva bratranca enakega priimka iz okolice Radovljice. Nastala je naša gorenjska žlahta. Lepega dne so se na vratih pojavili mladi sorodniki, bratranci Marijica, Lojzka in Janez. Naj bi šli v Gorico po kavbojke. Te so bile druga manija, ki je obnorela Slovenijo, Levis in super rifle. Te so potem Kranjci preprodajali in so šle za med. A med nami ni bilo nobenega, ki bi imel izkušnje s kontrabandanjem, pravzaprav že tihotapljenjem kavbojk. Zato smo bili le vodniki po Roštelu v Gorici, kjer so se gnetle trgovinice s pregrešnim blagom. Pomerijo ene, pomerijo druge, kupijo prve in druge, pa v novo trgovino. V zadnji so nase navlekli po 3, morda celo 4 kavbojke, Levis ali rifle, da so komaj hodili. Ker so imeli potne liste, smo morali na mednarodni mejni prehod v Rožni dolini. Italijanski obmejniki so se smejali in mahali v slovo, saj so bile okorne zadnjice že oddaleč vidne. A tudi cariniki na drugi, naši strani, niso bili slepi. Janeza so spustili mimo. Obe tolstoritki, Marijico in Lojzko, pa so gnali na osebni pregled. Mi pa smo se delali, da se ne poznamo. Z vlakom na Gorenjsko so se potem vračali v starih oblačilih in oglobljeni. Le Janezu se je smejalo. Kontraband na Goriškem se je torej spreminjal, kakor so se spreminjale okoliščine. Vmes smo odraščali in imeli nove in nove interese in potrebe. V zgodnjih 70. letih je avtor teh vrstic še kot študent cedil sline v trgovini s fotoaparati v Gorici in zbiral denar za eminentno, danes legendarno črno škatlico japonske izdelave. Legalen uvoz pravzaprav ni bil mogoč, saj menda tedaj ni bilo uvoznika teh fotoaparatov v Jugoslavijo. Goriški trgovec je celo nekoliko popustil pri ceni mašince, da je ostalo še nekaj lir za eno kjantrco in vrečo pomaranč in banan. Razstavljen aparat na objektiv in telo je zapolnil skrita mesta v starem, razdrapanem Fiatu 1300, rjastem, podolgem in počez. In ropotaje je pripeljal na šempetrski blok. Italijanski carinik se je stisnil za nos, zagodrnjal rompiskatole, ker se je zadaj močno kadilo, smrdelo in ropotalo. Na naši strani pa je carinik mahal, kar brž pojdi, in se smejal, češ bo treba auspuh popraviti.
In tako je ugledni japonski fotoaparat ob izdatni ropotajoči spremljavi dobil državljansko pravico na naši strani. Še danes dela brezhibno. Maloobmejno in tudi siceršnje trgovanje z Italijo se je ves čas spreminjalo. V poznih 60. in 70. letih so Goričani z italijanske strani, pa tudi Furlani z Vidma in okolice, množično hodili po nakupih živil in bencina v naše trgovine. A v poznih 70. in predvsem na začetku 80. se je obrnilo. V Jugoslaviji je bila kriza in pogosto ni bilo mogoče kupiti niti preprostih stvari, kot na primer banan in pomaranč ali pralnih praškov in otroških plenic. Tedaj smo Slovenci romali v Gorico, pa tudi v Trst in Celovec. Režim na meji se je omilil do te mere, da so tudi iz notranjosti Slovenije hodili po nakupih čez mejo in ob vrnitvi praviloma ni bilo težav. Razvil se je tudi znani turizem plastičnih vrečk, značilen sicer bolj za Trst kot Gorico, v katere so Jugoslovani iz vseh republik tlačili poceni robo, nakupljeno na Ponterosu. Ljudje ob meji pa se v krizi niso vznemirjali. Namesto da bi zavili v domačo trgovino, so šli čez mejo. Tata Ignac je tako pognal svoj moped do prvega minimarketa, ki ga je odprl Goričan, zamejski Slovenec, tik ob goriški bolnišnici, kakih 300 metrov od meje. Tam je kupil vse, od namiznega vina do moke in kvasa. Ker se je inflacija v Jugoslaviji krepila, je veljalo načelo kupi danes, saj bo jutri dražje. In ljudje so pridno kupovali tudi po nepotrebnem. Kontraband lahko naposled pojasnimo tudi z univerzalnim zakonom vesolja, s težnjo po dinamičnem ravnovesju. Po drugi svetovni vojni, ki je z zahodno-slovensko oziroma formalno jugoslovansko mejo ločila tudi dva svetova, zahodni kapitalistični in vzhodni socialistični, se je pojavilo hudo nesorazmerje med dobrinami, ki so bile ljudem na voljo in dosegljive. Na italijanski strani meje so imeli ljudje veliko vsega, kar navaden človek potrebuje za bolj ali manj brezskrbno življenje. Ljudje na naši socialistični strani pa so čutili hudo pomanjkanje, ki ga ni mogla zapolniti še tako močna protikapitalistična propaganda. Mar je čudno, da so ljudje sami hoteli za vsako ceno vzpostaviti ravnovesje dobrin, poskrbeti, da bodo prišle tja, kjer so bile zaželene? Maloobmejni kontraband je torej tudi ljudska oblika iskanja ravnovesja, česar država ni zmogla. Kdo bi jim, pravzaprav, kdo bi nam zameril? Razpadel je takoj, ko so razpadle meje, kar smo na srečo doživeli. Pripis. Ko danes razmišljam, sem prepričan, da so cariniki in maloobmejni miličniki marsikaj vedeli, razumeli in z leti tudi vse bolj dopuščali. To je bila oddaja Kdo smo? O kontrabandu na Goriškem po drugi svetovni vojni, kot ga je doživljal avtor oddaje. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Vjekoslav Mikas, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.